In kot se spodobi za gostitelja, kdo je odprl, bo tudi zaprl. Danes govorniško najbolj obremenjen, že tretjič danes na velikem odru, dr. Tonče Kregar, Vojna v vitrini, muzejsko soočanje z dediščino in zapuščino druge svetovne vojne na primeru Muzeja novejše zgodovine Celje. Najlepša hvala. Hvala lepa. V desetletjih po drugi svetovni vojni je ohranjanje tako imenovanih izročil narodno-osvobodilnega boja in socialistične revolucije predstavljalo enega od osrednjih veziv družbe, med drugim tudi zato, ker je povojni enopartijski režim z njim utemeljeval in upravičeval svoj položaj in obstoj. Dogajanje med vojno in po njej se je praviloma prikazovalo enostransko in črno-belo, pa tudi žrtve v boju za svobodo so bile pogosto, kar smo danes že slišali pri prispevku kolegice Dunje, obravnavane selektivno. Obenem se je težka zavesa molka spustila na vse, kar bi na osvobodilno gibanje, partizanstvo, zlasti pa na povojni režim metalo kakršnokoli senco, slabo luč ali vsaj dvom. Režim je utrjeval svojo pozicijo ter razširil svojo ideologijo tudi skozi uradne kulturne inštitucije, med katerimi je bila pomembna vloga namenjena prav muzejem. Po vsej takratni Jugoslaviji so nastajali muzeji revolucije, oziroma muzeji narodne osvoboditve ali kako drugače, danes bi jim lahko rekli tudi rdeči muzeji. Prikazovali so zgodovino delavskega gibanja, protifašističnega boja in socialistične revolucije, promovirali režim in gojili kult osebnosti Josipa Broza Tita. Kot eden izmed njih je bil leta 1963 v prostorih nekdanje mestne hiše, zgodovinskem simbolu politične moči v mestu, se pravi v prostoru, v katerem se nahajamo tudi danes, ustanovljen Muzej revolucije Celje. Zgodovinarji zaposleni v muzeju so se zavedali političnih okvirov in omejitev raziskovalnega dela. Največja pozornost je bila zato namenjena žrtvam nacističnega nasilja, osvobodilnem gibanju in partizanskemu boju ter vlogi komunistov v njem. Posamezne vsebine so bile predstavljene dokaj objektivno, druge spet izrazito ideološko in pristransko v strogi črno-beli interpretaciji. Nekateri za oblast najspornejši dogodki in pojavi, kot na primer množični povojni poboji političnih nasprotnikov, so bili povsem zamolčani in tabuizirani. Na fotografiji vidite na levi strani rečeno fotografijo iz otvoritve decembra 1963 in ta fotografija je zelo povedna, zelo zanimiva v navezavi s tem, kar sem pravkar povedal. Na desni strani prepoznate Franca Leskuška Luko, se pravi najpomembnejšega, najvplivnejšega komunističnega, revolucionarnega in povojnega politika, ki je izhajal iz Celjskega, in to je bil neuradno, se je temu muzeju reklo tudi Lukov muzej. To je bil Luk in Luka je bil glavni tega muzeja. Tudi formalni ustanovitelj je bila Zveza borcev. No, vmes še takratni vojaški in politični predstavniki mestnih oblasti, skrajno levo pa Stane Trčak, danes tudi že omenjen. Se pravi človek, ki je pravzaprav napisal eno temeljnih del za zgodovino ukradenih otrok in ne samo to, in ki nikoli ni bil ravnatelj tega muzeja. Čeprav je postavil tako vsebinsko kot organizacijsko ta muzej in ga pravzaprav svojim delom res zadolžil. Namreč prvoborec, udeleženec pohoda 14. divizije in golo otočan. Skratka, stvar je jasna, nikoli ni mogel postati ravnatelj takrat muzeja in, ko sem že omenjal o teh belih lisah in tabujih, gotovo človek, ki bi znal z prve roke povedati o marsičem, ampak seveda tega ni smel. Z demokratičnimi spremembami v drugi polovici 80. let ter začetku 90. let 20. stoletja je v odnosu do preteklosti nastopilo novo obdobje. Tako kot mnogi drugi evropski narodi smo se morali tudi Slovenci soočiti z novimi, tako historičnimi kot moralno-etičnimi vprašanji ter poiskati odgovor nanje. Ledino sta orali literatura in publicistika, medtem ko se muzeji z redkimi izjemami ne moremo ravno pohvaliti z odzivnim časom. Razlogov za to je verjetno kar nekaj. Prvi je nedvomno ta, da je v muzejih predolgo obstajala prislovična konzervativnost, rigidnost in bojazen pred novimi vsebinami in pristopi nasploh, kar v določeni meri sicer zelo malem obsegu, ampak vendarle še vedno velja tudi danes.
Zavest, seveda v drugačnih oblikah, zavest o nujni transformaciji je v slovenski muzejski prostor prihajala le postopoma in še to praviloma v ustanove, ki so bile v to dejansko prisiljene. Deloma to velja tudi za Muzej revolucije Celje, ki je v drugi polovici 80-ih let beležil velik upad obiskovalcev ter v spremljajočem se političnem okolju praktično izgubljal svoj smisel obstoja. Negativni trend je bilo zato mogoče ustaviti oziroma obrniti zgolj z odločnimi spremembami in modernizacijo na vseh ravneh. Z izjemo inštitucij nacionalnega pomena muzeji tudi niso bili, kot še danes niso, prvenstveno raziskovalne ustanove. Zato je bilo njihovo delo vselej v veliki meri odvisno od dognanj temeljnih znanstvenih disciplin, v konkretnem primeru predvsem zgodovinske stroke. To je v praksi pomenilo, da so se muzeji za raziskavo in predstavitev določene vsebine odločali praviloma šele takrat, ko je slednja na nek način že postala del zgodovinskega mainstreama in ko so na voljo že bili ustrezni, preverljivi ter zato v očeh muzealcev verodostojni viri, literatura in pričevanja, ter seveda materialna dediščina predpogoj za njeno uporabnost v muzejskem mediju. K temu je treba dodati še osebne preference, profesionalne izzive ter končno tudi svetovno-nazorske in ideološke okvire samih muzealcev, ki so oziroma so bili vse prej kot enotni ali enoznačni. Kakorkoli, dejstvo je, da se je večina muzejev s to tako imenovano težavno, težko dediščino soočila previdno in postopoma. Po mnenju dela slovenskega javnega in intelektualnega prostora prepočasi in premalo odločno. Zato ne preseneča, da je prvo obsežno razstavo, ki prikazuje drugo plat slovenske vojne in povojne zgodovine, pripravila ravno skupina nemuzealcev, sicer predvsem zgodovinarjev in umetnikov. Govorim seveda o razstavi z naslovom Temna stran meseca, kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945-90, ki je bila najprej postavljena v Ljubljani, nato pa gostovala tudi pri nas v Celju. Namen mojega prispevka ni podrobna analiza soočanja s kompleksno dediščino druge svetovne vojne v slovenskih muzejih. Slednje bi zahtevalo temeljitejšo raziskavo, predvsem pa si je vprašanje o lastni vlogi pri tem dolžan zastaviti vsak muzej posebej, med njimi tudi naš. Predpogoj našega soočanja z težavno dediščino je bila preobrazba iz klasičnega, politično utemeljenega muzeja v sodoben muzej novejše zgodovine, ki se je praktično začela že v 80-ih letih 20. stoletja. Se pravi še pred formalnimi političnimi in družbenimi spremembami. In je bila rezultat novih, svobodnejših pogledov in načinov razmišljanja muzejskih delavcev in vodstva ter izraz postopne demokratizacije družbe, ki je omogočala in dovoljevala njihovo realizacijo. Takrat še Muzej revolucije Celje je tako v sodelovanju z Gorenjskim muzejem leta 1990 pripravil odmevno razstavo o mobiliziranih Slovencih v nemško vojsko. Razstava je v javnosti močno odmevala in spodbudila nadaljnji raziskovalni interes za to temo. Tudi z današnje perspektive lahko to razstavo označimo za prvo ali pa vsaj eno prvih slovenskih muzejskih obravnav dotlej bolj ali manj zamolčane vsebine. Z vzpostavitvijo demokratične parlamentarne ureditve so bili dokončno odpravljeni še zadnji zadržki in politične omejitve vsebinskih sprememb, s čimer je sopadalo tudi formalno preimenovanje muzeja, se pravi iz Muzeja revolucije v Muzej novejše zgodovine Celje. Proces, recimo temu, dezideologizacije muzeja in njegovih vsebin je bil v širši javnosti dobro sprejet. Tudi lokalna organizacija Zveze borcev, ki je desetletja bdela nad Muzejem revolucije in ga imela, kot sem že omenil, tako rekoč za svojo ustanovo, je pod reformiranim in pomlajenim vodstvom dojela nujnost sprememb. Strahovi, da bo zgodovina NOB v muzeju izbrisana oziroma razvrednotena, so se kmalu izkazali za neupravičene. Ne le, da antifašističnega boja nismo relativizirali ali kako drugače zmanjševali njegovega pomena, temveč smo v zadnjih 30 letih pripravili kar nekaj novih stalnih ali občasnih razstav na to temo. Znana dejstva smo zgolj dodatno osvetlili, jih očistili ideološkega balasta ter jih prikazali na sodobnejši način. K temu pa dodali tudi tiste vsebine, ki so za voljo novo odkritih dejstev zahtevale svoj prostor, ki je v preteklosti ostajal zaprt. To velja tudi za novo stalno razstavo Živeti v Celju, ki je bila odprta leta 2000. Čeprav je prostor namenjen drugi svetovni vojni razmeroma majhen, verjamem, da si je večina izmed vas seveda to razstavo že ogledala,
smo vanj vključili vsebine, ki odkrivajo tudi temnejšo stran partizanskega gibanja in revolucije, zlasti povojne poboje in represijo. Te vsebine, kompletne vsebine se pravi, smo na stalno razstavo umeščali s posebno odgovornostjo in občutkom, pa tudi s težavami, ki so izhajali iz pomanjkanja ustreznih muzealij. Ali smo se s to težavno dediščino soočili v zadostni meri, je stvar debate, nedvomno pa smo na njo opozorili ter jo v kasnejših prenovah še dodatno poudarili. Se pravi, sledili smo tudi nekim novim zgodovinskim dognanjem, ne nazadnje smo tudi vsak pomemben predmet, ki smo ga kasneje pridobili v naše zbirke, tako rekoč nemudoma umestili na stalno razstavo. Podobno velja, pristop velja tudi za prenove stalne razstave v Starem Piskru. Gre za dislociran oddelek našega muzeja. Od leta 1966 je tam stalna postavitev namenjena spominu na žrtve nacističnega nasilja, se pravi zlasti temu, kar se je tam dogajalo med drugo svetovno vojno, o čemer smo danes že slišali. Na slajdu je prikazanih nekaj, pravzaprav to razstavo smo kar nekajkrat prenovili, posodobili in mimogrede v še vedno aktualnem katalogu, ki je izšel leta 2002, je prvič denimo dodano tudi poglavje o dogajanju v zaporu po osvoboditvi. Vidite tudi Iva Grobelnika, še zadnjega živečega, takrat še zadnjega živečega osvoboditelja Starega Piskra, ki je pravzaprav tudi na nek način kot nekje eden zadnjih predstavnikov, recimo aktivnih udeležencev NOB-ja, tudi vse te vsebinske korekcije, prenove absolutno razumel in jih tudi podpiral na nek način. V prvem desetletju 21. stoletja sta sledila še dva večja projekta neposrednega soočanja s težavno dediščino, ki jo velja izpostaviti na nacionalnem nivoju. Leta 2004 so namreč vsi trije slovenski muzeji novejše zgodovine, nasledniki nekdanjih muzejev revolucije oziroma rdečih muzejev, se pravi naš muzej, Muzej narodne osvoboditve Maribor in pa Nacionalni muzej novejše zgodovine, pripravili razstavo z naslovom Kolo nasilja. Njen namen je bil objektiven, uravnotežen in celovit pregled zgodovine nasilja na slovenskih tleh ter v upoštevanju njegovih najrazličnejših vidikov in pojavnih izrazov. Še konkretneje kot pri razstavi Kolo nasilja se je Muzej novejše zgodovine Celje dotaknil težavne povojne dediščine leto kasneje, torej 2005, ko smo pri nas odprli razstavo dr. Mitje Ferenca z naslovom Prikrito in očem zakrito. Z njo je bila celotna problematika povojnih pobojev in prikritih grobišč na slovenskih tleh prvič celovito prikazana skozi muzejski medij. Pretresljiva razstava je napoveden in pregleden ter muzeološko privlačen način predstavila dotlej še v veliki meri neznana in nedolgo nazaj zatajevana in zamolčana dejstva. Interpretirala jih je v skladu z zahtevami in kriteriji zgodovinopisja in se izognila pavšalnim vrednotenjem ter s tem v največji možni meri obšla pasti pretiranega ideologiziranja in politiziranja. S produkcijo te razstave, izdajo kataloga in drugimi spremnimi dejavnostmi je Muzej novejše zgodovine Celje aktivno prispeval k zapolnitvi ene največjih belih lis in najtežavnejših poglavij slovenske novejše zgodovine ter s tem izkazal svojo profesionalno odgovornost, ki je izhajala tudi iz zavedanja, da je na razstavi izpostavljena problematika v veliki meri povezana s povojnim dogajanjem na območju formalne pristojnosti našega muzeja. Kolega Ferenc je si tu smislil. Evo, skratka, tudi zelo povedna fotografija, to je čas direktorovanja kolegice dr. Marije Počivalšek, ob njej stoji takratni župan mestne občine Celje in avtor razstave in pa seveda prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Tako, istega leta, se pravi, da tudi prav tako v kontekstu obeleževanja 60. obletnice konca vojne in obenem najhujšega nacističnega zločina na tem prostoru, je muzej pripravil tudi novo stalno razstavo v Stranicah pri Frankolovem, razstavo z naslovljeni Frankolovski zločin, zgodovinsko ozadje, kontekst tega poznate. Zdi se mi zelo pomembno, mimogrede ta razstava je bila prav tako strani Stanovskega združenja, je bila nagrajena z Valvazorjevim priznanjem.
In zdi se mi pa pomembno to stvar podariti ravno s tovrstnim poudarkom, da na način, ko smo v naš kolektivni zgodovinski spomin recimo nekako vrnili oziroma sploh umestili dotlej popolnoma zamolčane žrtve, se istočasno nismo odrekli drugih žrtev, tiste, ki so v tem zgodovinskem spomenu še obstajale. Skratka, zdi se, ne gre za uravnoteženje, kot je ena zelo pogosto zlorabljena beseda in res pogosto zelo narobe interpretirana, ampak to leto 2005 je dejansko tudi v nekem metodološkem, programskem, izhodiščnem smislu se mi zdi zelo dobro pokazalo, da se muzej zaveda, kakšno je njegovo poslanstvo in na kakšen način bo to zadevno v odnosu tako do dediščine druge svetovne vojne, kot tudi njegove problematične, težavne nastopal naprej. Priložnost za dober razmislek o nekdanji in aktualni vlogi, omenjeni vlogi muzeja, tudi v odnosu do obravnavanega obdobja, je predstavljal večji muzeološki projekt ob 50. obletnici ustanovitve muzeja, se pravi leta 2013, z razstavo z naslovom Puške in pisma. Tu je nekaj motivov, tudi naslovnica. Mimogrede, večino teh izdaj našega muzeja, ki jih omenjam ali jih bom še omenjal, je tudi tam na voljo, si jih lahko vzamete, večina mislim, da je še, tako da izvolite. No in umestil sem pa tudi pravzaprav eno fotografijo, ob sami razstavi je bilo kar nekaj spremljevalnih dogodkov, pogovornih večerov, med njimi tudi eno zelo dobro obiskano in mislim tudi gostovanje, ki je zelo odmevalo takrat v celjski, pa tudi širši javnosti, pogovor za Spomenko Hribar, s katero smo se dejansko dotaknila tudi teh vsebin, te problematike, o kateri sem govoril, oziroma o čemer so govorili tudi že referenti pred mano. Tako počasi zaključujem. Se pravi, en sklepen poudarek, druga svetovna vojna, njena zapuščina in dediščina ostajajo eden pomembnih segmentov našega dela, o čemer pričajo tudi številne knjižne izdaje našega muzeja v zadnjih 30 letih, zlasti v zadnjih 20 letih, že danes omenjena trdnjava na jugu Tretjega rajha kolega dr. Mrđetka, ob vsaki okrogli obletnici je praviloma, tako okupacije kot osvoboditve, je praviloma postavljena neka občasna razstava, praviloma tudi za spremnim katalogom. Dve zelo pomembni avtobiografiji oziroma izdaja dveh zelo pomembnih pričevanj o Celju med drugo svetovno vojno, že omenjen Ivan Grobelnik Ivo in pa Bert Savodnik, žal sta oba nas zapustila, sta preminula in sta nas zapustila v zadnjih letih. Okupacija v 133 slikah in ta pregled zgodovine druge svetovne vojne, mislim, da je izšel leta 2006, Marija, če se tu nekje, kjer je pravzaprav tudi prvič v celjskem izdajateljskem zgodovinarskem prostoru vsebina druge svetovne vojne se ne začne 6. aprila in se ne konča 9. maja, ampak je posebno poglavje namenjeno tudi dogajanju po drugi svetovni vojni. Naj omenim še nekaj aktualnih stvari, da na lastno pobudo Muzej novejše zgodovine Celja prispeva tudi k dopolnjevanju spominske krajine v našem ožjem javnem prostoru. Tu še manjka recimo gotovo fotografija stalne spominske sobe ukradenih otrok na prvi osnovni šoli in pa mislim, da pred 3 leti postavljena informativna tabla v sodelovanju z kolegom z dr. Ferencem, ki je tudi prispeval pravzaprav in tako vsebino, tako tekst kot fotografije. Gre za informativni pano pred vstopom na spominsko območje na Teharju, ki ni pod našo jurisdikcijo. Vsaj koliko časa, odkar sem jaz v tej hiši, Muzej novejše zgodovine nikoli ni bil pozvan, povabljen ali kakorkoli drugače poklican, da prispeva k muzeologizaciji tega prostora, gre za spomenik nacionalnega pomena, in tudi na sugestije, na prošnje, na razne komentarje z lokalne javnosti, zakaj pred samim, kot smo slišali, še nedokončanim spominskim
centrom, s slovenskim prostorom, ni niti ene osnovne informativne table o tem, kaj se je po vojni tam dogajalo, smo nekako v sodelovanju z mestno občino Celje pristopili in od zdaj naprej je tam vsaj en informativni pano, ki naključnega obiskovalca pravzaprav seznanja z nekimi temeljnimi dejstvi. Podobno velja za problematiko kovanih otrok s Petrička, oziroma se strinjam s kolegico Nino Dobaja, da velja uporabljati tudi izraz pozabljenih otrok in lahko z veseljem povem, da prav tako na pobudo našega muzeja in na pobudo Zgodovinskega društva Celje se je mestna občina Celje, podobno kot v teherskem primeru, zelo pozitivno, zelo naklonjeno odzvala tej pobudi in bo letos postavljena podobna plošča tudi ob cesti, ki vodi na prostore nekdanjega gostišča, kakorkoli zbirališča in med drugim tudi tega otroškega mladinskega doma oziroma taborišča, kakorkoli mu rečemo na Petričku. Mislim, da bo to postavljeno še v letošnjem poletju. Tako, kljub povedanemu in narejenemu smo bili v preteklosti deležni tudi kritik in očitkov. Najpogosteje, da se stalna razstava, omenjena stalna razstava Živeti v Celju za tem vagonom, premalo posveča povojnemu totalitarnemu obdobju, da premalo poudarja nedemokratičnost bivšega režima oziroma da še vedno preveč poveličuje obdobje, v katerem je Celje preživelo skoraj polovico 20. stoletja. Gre tako za anonimna pisma, kot v javnem prostoru in nekaterih političnih in ideološko jasno profiliranih medijih izrečene kritike strani ljubiteljskih zgodovinarjev oziroma raziskovalcev. Obtoževanja praviloma izhajajo tako iz nepoznavanja muzejske stroke, vsaj po našem mnenju, in nerazumevanja koncepta stalne razstave, kot tudi osebnih zamer, travm in političnih motivov. Zato nanje muzej pogosto niti ne odgovarja. Pač pa se je muzej dolžan odzvati, kadar očitki in kritike prihajajo strani sicer redkih zgodovinarskih kolegov, ki ga obtožujejo celo tega, da poskuša, citiram, še naprej prikrivati komunistične zločine. No, na takšno razmišljanje, globoko vpeto v mentalne in kulturne vzorce, značilne za ideološka nasprotja 20. stoletja, odgovarjamo z naslednjimi besedami. Muzej novejše zgodovine Celje si v skladu s svojim poslanstvom prizadeva za celovit in objektiven prikaz novejše zgodovine oziroma z njo povezane premične dediščine ter sledi dognanjem zgodovinske znanosti, tako glede odkrivanja doslej zamolčanih vsebin, kot tudi nekaterih novih pogledov in interpretacij preteklosti. Obenem pa v skladu s profesionalno etiko in metodologijo ohranja skepso in distanco do novih in edinih in zveličavnih resnic ter politično motiviranega zgodovinskega revizionizma. Prav to izhodišče me je, spoštovani in spoštovani, vodilo tudi pri pripravi razstave, ki smo jo odprli prejšnji četrtek. V kolikšni meri je ta namen dosežen, boste oziroma bodo obiskovalci presodili sami. Verjetno bodo tudi na to različni pogledi, s čimer ni prav nič narobe, nasprotno. Upam pa, da bo morebitna kritika ali celo polemika potekala na dostojen in trezen način. Se pravi v duhu naslova razstave Konec vojne, živel mir. Najlepša hvala. Spoštovani, če res ni zdaj kakšne res nujnega vprašanja, ker za tega imamo zmeraj čas, bi se seveda zahvalil vsem za obisk. Sem zelo vesel, mislim, da lahko to veselje izražam v imenu vseh soorganizatorjev, da je ta konferenca naletela na tolikšen odziv, tako vas, obiskovalcev, kot še enkrat res iskrena hvala vsem referentom za vaš prispevek, za vaš odziv, s tem, da ste pravzaprav res obogatili današnje dogajanje in upam, da smo res skupaj ustvarili nekaj dobrega, tako za ohranjanje zgodovinskega spomina, kot še moče še za kaj drugega. Hvala tako Alma Mater Europeja, hvala Zgodovinskemu društvu Celje, hvala mojim sodelavcem in sodelavkam, tako da zdaj pa referenti vljudno vabljeni, da razmeroma hitro, da se prestavimo na lokacijo, ker nas čaka zasluženo okrepčilo, vsem ostalim pa vse dobro. Hvala lepa.